Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, lepo pozdravljeni v tokratni tedenski izdaji. Zdaj smo že počasi proti koncu meseca januarja. Zimski mesec nas je razvajal z ogromno sonca, naj tako tudi ostane. Veselimo pa se že seveda kulturnega meseca februarja, potem pa v marcu seveda tudi malo norčavega pusta. Ampak do tja je še kar nekaj časa, zdaj je treba še uživati v čudovitem januarju. In kako bomo uživali tudi mogoče v družbi splošne oziroma osrednje knjižnice Celje in pa kaj se je tam dogajalo v preteklem letu, pa še marsikaj zanimivega o knjižnici bo povedal naš gost, ki ga kmalu pozdravimo v našem studiu. Tako, zdaj pa smo že v osrednji knjižnici Celje. Kristjan Koželj pa je naša družba. Kristjan, dobrodošel pri nas. Oziroma pri vas smo se lepo povabili v vaše prostore. Kristjan, kako je kaj v knjižnici, osrednji knjižnici Celje, kako ste zaštartali novo leto? Zaštartali smo ga zelo optimistično. Je pa seveda zdaj tale val omikrona povzročil svoje, pripeljal do nekega stanja tudi znotraj samega kolektiva, ko je število bolniških odsotnosti, tako kot poslušamo dnevno iz drugih inštitucij, doseglo tak prag, da smo morali, se pravi, ta teden z včerajšnjim dnem, s torkom, preiti začasno. To je zelo pomemben poudarek, začasno, in upamo, da bo to čim krajši čas trajalo, na pultno izposojo, kar pomeni, da gibanje po knjižnici trenutno ni mogoče. Seveda si pa lahko brez omejitev naši člani naročijo gradivo od doma, bodisi preko portala Moja knjižnica, bodisi mCOBIS, ali pa nas pokličejo, nam pišejo e-mail, mi to gradivo pripravimo v vrečke in ga lahko pridejo k pultu iskat. Tako da nismo onemogočili izposoje, smo pa začasno seveda nekako omejili gibanje po knjižnici, ker enostavno tudi sami ne sfolgamo pokriti celotnega tega, tega organizma, ki je knjižnica, in tudi začasno smo vse prireditve oziroma dogodke bodisi odpovedali oziroma prestavili ali pa jih preselili na splet. Stanje je takšno, kakršno je. Zdaj smo že navajeni, zdaj smo že konec koncev tretje leto v vsem tem, drugo, tretje leto. Hitro ste se znali tudi v osrednji knjižnici Celje organizirati. Vseskozi smo vas spremljali. Zdaj že, tudi če je kakšna odredba o zaprtju, o zapiranju, o omejevanju, predvsem, se hitro znate organizirati in dobro, elektronska izposoja je zdaj eden takšnih ukrepov, ne? Absolutno, seveda, mislim, tudi mi imamo zdaj neko svojo kilometrino v tem smislu in držimo se pač nekih preizkušenih praks, ki so se v preteklosti že izkazale. Če spomnimo, ta sistem izposoje smo imeli uveljavljen že v lanskem letu oziroma iz prehoda v predlani na lani, ko je bil tisti drugi val okužb, pa mislim, da se je izkazal za zelo uspešnega, zelo funkcionalnega in se pravim, upam pa, da to bo trajalo najdlje do konca meseca, potem pa nekako počasi nazaj v normalne tirnice. Tako. Tega si vsi želimo, drugače pa, kot je povedala tudi Polonca Bajc-Napret, ki je bila pred nekaj tedni v našem studiu, je knjižnica sicer varno okolje, tja so vstopali oziroma ste preverjali vse stvari, tako da kakšnih okužb večjih, hvala Bogu, niste imeli, niti jih niste širili, ampak je pa potrebno poudariti, da se je pa treba držati zdaj teh ukrepov, brez slabe volje, brez kakršnih koli izgredov, ker ljudje smo že kar malo nestrpni, glede vsega. Ja, absolutno, tudi mi smo žal ravno zdaj v tem tednu nekako bili deležni tega gneva, nekaj malega procenta ljudi, ki večinoma nimajo zveze s knjižnico, ampak hkrati smo zelo, zelo, zelo hvaležni veliki večini naših članov, ki so do teh omejitev razumevajoči. Sicer nihče
to je treba poudariti, ni navdušen nad njimi. Je pa velika večina naših članov razumevajočih, zavedajo se, da to ni zdaj neka bodoča politika knjižnice in zato smo hvaležni in seveda še naprej prosimo za neko potrpežljivost in pa seveda zdaj jaz mislim, da kdor se v 2 letih zdaj ni navadil, da določene ukrepe je treba spoštovati, je popolnoma brez veze, da ga zdaj še jaz tukaj prepričujem, ampak enostavno pač prosimo, da sprejmejo ljudje, da tako pač je in to je to. Ampak saj ste ponudili možnosti, ne? Sicer bova zdaj midva gledala v pozitivno smer naprej, ko te Kristjan povprašam kmalu tudi o tem, kaj pa pripravljate, konec koncev, kakšne plane imate za letošnje leto, pa vendarle o številkah moram te vprašati, zanima me, kako recimo kakšno je tisto vzporedno stanje s preteklim letom, pa z letom poprej, oziroma verjetno zdaj že kar 3 leta nazaj gledate, ne, in primerjate stvari, glede na to, da tudi predlansko leto se je vse skupaj začelo z marcem, ne? Tako, pravzaprav zdaj leto 20 je bilo tisto leto, ko je začelo seveda se poznati na vseh statističnih kazalcih, kaj se nam dogaja. Leto 21 je bilo tako zelo, zelo posebno leto, ampak zanimivo, mislim, leto 2019 je bilo pa tisto, ki je bilo pa še zadnje, dajmo temu reči, normalno leto, tudi kar se tiče naših nekih kazalcev. Zdaj jaz sem zelo vesel bil, ko sem videl te številke za leto 2021, ki dejansko kažejo, da se krivulja spet obrača navzgor. Odlično. V večini statističnih kazalcev, od pritoka novih članov do izposoje gradiva, do aktivnih obiskovalcev knjižnice, se kažejo v letu 2021 trendi rasti. Nismo še na predkoronskem obdobju, ampak očitno počasi gremo tja. Odlično. Tako imamo pravzaprav z izjemo rednih študentov v vseh kategorijah priliv novih članov pozitiven in sicer tam nekje od 115 do 130% leta 2020. Potem tudi pri izposoji večine kategorij gradiva trendi grejo navzgor. Majčkeno težko je meriti zdaj tukaj obisk prireditev, zato ker bilo jih je bistveno manj, hkrati so bile pa tiste, ki so bile v letu 2021, oziroma v letu 2021, ja, tako, večinoma vsaj v prvi polovici in pa v zadnjem delu spletne, kjer so pa statistični kazalci seveda prikazujejo bistveno večji obisk kot pri fizičnem obisku, ker pač saj vemo, kako so ti algoritmi, pri ogledu recimo prenosov dogodkov, predavanj na Facebooku ali pa na YouTubu, se merijo, mislim, da 3-sekundni, 10-sekundni ogledi in pa do 1 minuto. Daljših ogledov pač ti algoritmi ne beležijo in zdaj tukaj imamo mi pol majčkeno tega statističnega odstopanja bistveno v pozitivno smer, ki ga je pa treba vzeti z rezervo. No, edino področje, kjer pa se pozna močen upad iz predkoronskega časa in je tudi v letu 2021 bil še zelo prisoten, je pa Univerza za tretje življenjsko obdobje. To je treba povedati, Kristjan, da ste vi predsednik univerze, vodja Univerze za tretje življenjsko obdobje, ne? Se pravi, tukaj... Gospa Slavica Hrastnik je bila prej, ne? Je bila pa prej, ja. Legendarna Slavica, ki jo lepo pozdravljamo na tem mestu. Tako. In odlično ste prevzeli, moram povedati, vlogo. Se trudim. No, tukaj je pa seveda, če se vrnem nazaj, se pozna, je pa tukaj seveda treba upoštevati, da vendarle gre za starejšo populacijo, ki se precej bolj boji za svoje zdravje, kar je prav in tako naprej. Prevzel si vodenje ravno v tem času, ko se je vse skupaj začelo nekako lomiti, ne? Ja, jaz sem pravzaprav prevzel vodenje z lanskim letom, z januarjem, ko je bila zadeva v najslabši situaciji,
In potem smo počasi začeli, jaz sem januarja najprej rekel, ok, pa dajmo do spomladi narediti vsaj nekaj spletnih predavanj. Ne? Pa da vidimo, kakšen bo odziv. Kako je, ja. Pa smo rekli, dajmo, ne vem, vsak tretji teden. Ker to so ti naši ponedeljki, ki so namenjeni vsak ponedeljek ob 5:30, ima univerza predavanje z različnih področji, ki je namenjeno vsem članom, pa tudi zunanjim obiskovalcem. In sem rekel, dajmo vsak tretji ponedeljek za začetek. No, kar hitro se je izkazalo, da je bil odziv tako dober, da smo začeli kar vsak ponedeljek s spletnimi predavanji. Tako da tukaj je zdaj ena rešitev, da je vsaj nek stik, da je vsaj neka ponudba. Letos tudi kar nekaj več krožkov deluje preko Zooma. Lani je bilo tega zelo malo. Letos beležimo rast, ker so, tako je bilo, tisti, ki so bili še lani zadržani, so pol pri tistih, ki so se opogumili, videli, da pa ja, pa da deluje, pa da je skoraj tako dober, kot če je v živo. No in zdaj, sploh kar vemo, da zdaj je res začasna prekinitev, se je tudi tukaj zgodilo kar nekaj pozitivnih premikov in jaz upam, da bo predvsem, bi bil jaz kot vodja nekako vesel, oziroma se veselim časa, ko mi ne bo treba zdaj iz tedna v teden razmišljati, kako prilagoditi celotno zadevo epidemiološkim razmeram, da je vsaj nekaj, ker obstaja kar nekaj idej, je kar nekaj pobud, ki bi se jim rad posvetil, kako v bistvu kakšne zadeve v bistvu mogoče razširiti, vpeljati kakšno novo ponudbo in tako naprej. Ampak se pravim, upajoče se oziram v ta čas in do takrat pa seveda se čutim zavezanega tudi vsem članom univerze ponuditi vsaj nekaj, pa če tudi samo zato, da vejo, da nismo pozabili na njih. Ja, je zanimivo, ta čas se mi zdi, nas je kar malo naredil en tak push v naše inovativno razmišljanje. Se mi zdi, da se kar znamo nekako najti neke rešitve. Ja, in jaz mislim, da je prav tako, ne? Prav je tako in konec koncev hvala Bogu, da je mogoče to. Jaz si ne predstavljam, jaz mislim, da bi bila ta epidemija pred 30 leti bistveno bolj, da temu reči, uničujoča, kot je danes, ko sicer absolutno nekako ta spletna komunikacija ni, dajmo temu reči, adekvatna, ni ista, je pa najboljši možen nadomestek tega, kar imamo. Ker pisati pisma je fajn, ampak če moraš čakati, ne vem, po 14 dni, da dobiš odgovor, je kar težko. Predolgo teče čas, včasih, ja. Kristjan, Univerza za tretje življenjsko obdobje, torej imate spletno stran postavljeno, vse informacije člani dobijo, verjetno sprejemate tudi nove člane, tudi to zdaj verjetno poteka po malo drugačnem protokolu, ampak to ne pomeni, da imate vrata zaprta, ne? Ne, absolutno ne. Mislim, razen zdaj v tem obdobju. Univerza je odprta za vse člane, vpis je septembra potekal po istem sistemu kot prejšnja leta, se pravi fizično v knjižnici. Tudi zdaj, če bi se kdo želel pridružiti, se lahko, sicer jaz iz neke čiste poštenosti, ker tukaj vendar je neko plačilo članarine in tako naprej, svetujem ljudem, da počakajo kakšnih 14 dni in tako naprej, ampak absolutno so vsi dobrodošli, vsi vabljeni. Ta predavanja ponedeljkova, ki pa jih tudi objavljamo na knjižnični spletni strani in v knjižničnem, se pravi, mailingu, pa so tako ali tako odprta za vse, treba je samo klikniti na povezavo in dobrodošli. Lepo nas pripelje do tega. Kako pa je, Kristjan, zdaj, ko te imamo ravno tukaj, te še povprašam, kako je z raznimi festivali, naprimer festival izrekanja v razcvetu poletja, smo ga lahko spremljali. Kako je z njim letos? To je, se mi zdi, ena taka stvar, ki jo čakamo, ki jo kar čakamo. Poletje nekako avgust sovpada s temi izrekanji. Jaz sem zelo vesel, ko vidim, 4 leta so relativno kratek čas, ampak vidim, da se je kar ta festival prijel v zavesti Celjanov kot nekaj,
kar je nekako že naravno del poletja. In sem zelo vesel tega in tudi z veseljem lahko napovem, da tudi v letu 2022 festival bo. Gotovo v že znanem terminu, se pravi zadnji vikend plus par dni prej avgusta. Pripravljamo kar nekaj novosti, ki bodo usmerjene predvsem v mlajšo populacijo, v smislu kakšnih masterklasov kreativnega pisanja in tako naprej. Je pa to še zdaj trenutno zelo v povojih, tako da konkretiziral ne bom, ampak imamo tudi že dogovorjeno večino programa. Tako da zelo z veseljem zremo naprej in upamo tudi, da se bodo v tem vsesplošnem navdušenju, ki je v Celju nad festivalom, prepoznali tudi kakšni potencialni podporniki, tukaj apeliram predvsem na kakšna celjska podjetja. Veseli smo vsake podpore in ja, imamo neko vizijo za naprej. Letos bo festival 5. obletnico in polovični jubilejček bomo imeli. Uradno postaja tradicionalen, ne? Tako, in imamo tudi že nekako vizijo za naslednjih 5 let, kam bi želeli pripeljati ta festival. Lani smo začeli recimo izdajati festivalsko zbirko prevodno, ki jo bomo letos absolutno nadaljevali. Je tudi že prevod v delu, no tukaj že lahko pač povem, da bo šlo za prevod pesniške zbirke Začetne koordinate hrvaške pesnice Monike Herceg, ki je trenutno, dajmo reči, najbolj vroča pesniška roba bivše naše skupne domovine. Ja. In tudi ona prihaja v Celje avgusta, pa še kdo. Tako da ja, imamo vizijo in gremo naprej in jaz upam, da po tej poti, ki ste si jo začrtali. Tako. Zraven so še kakšne mimo-poti, ampak dobro. Zdaj smo jih že navajeni zelo lepo reševati, oziroma reševati izzive, kot radi zdaj rečemo. Tako, jaz se pravim, jaz nisem, bom rekel, v tem obdobju imel niti ene izrazite težave, sem se pa ogromno stvari naučil. Tako, kar je pa absolutno plus pri naših osebnostih, vrlinah in vsem tem. Smo jih kar malo pozabili, pa je na nek način tudi takšna situacija dobrodošla, da se spet najdemo. Kristjan, kot vedno, užitek mi je bilo klepetati s tabo. Veliko novega si nam povedal, absolutno pa tudi povabil v Srednjo knjižnico Celje, kjer smo, kot vedno, tudi zelo lepo vabljeni v čisto vsakem obdobju. Zdaj pa torej, kot sva rekla, v tem času malenkost omejeno, ampak kar pa ne pomeni, da dobre knjige ne moremo prebrati doma lepo v miru, ne? Absolutno ne, in jaz res privoščim ljudem, da si vzamejo ta luksus. Tudi če se po kakšni nesrečnih okoliščinah znajdete v karanteni in ni treba skrbeti za pol gospodinjstva ob tem, je to super čas za prebrati kako knjigo. Pa tudi sicer, niso vse knjige takšne, da terjajo ure in ure koncentracije. Tukaj imamo kratke zgodbe, tukaj imamo poezijo, ki jo lahko zelo hitro in zelo efektivno prebirajo ljudje. In jaz res vse vabim, da pridejo v knjižnico, vrata so jim v vsakem primeru odprta. Mi tudi poskrbimo za svetovanje, za vse, kar gre tukaj zraven in jaz mislim, da knjižnica je res ena taka stvar, ki jo je dobro in modro izkoristiti. In upam, imeti vedno v mislih. Tako bodo ljudje to tudi počeli še naprej. Absolutno. Hvala lepa, Kristjan, pozdrav ekipi. Ostanite zdravi, tako in pa absolutno seveda spet hitro vabljeno v naš studio. Najlepša hvala. Lepo se imej, srečno. Enako, srečno. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem.
Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladnost s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Posredujemo pri prodaji vaše nepremičnine in ponujamo možnost odkupa. Sestavimo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujemo in še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Reka 22. Pridemo tudi na dom. Jager. Klik, klik. Trgovina Jager! OK LED prodaja svetil in vseh vrst žarnic. Nudijo svetovanje in projektiranje. Opremljajo stanovanjske hiše, gostinske lokale in druge poslovne prostore. OK LED, Mariborska 86 v nekdanji poslovni stavbi Emo. OK LED, ko svetloba spregovori. Novo v Celju. Bar Meduza ob celjskem letnem kopališču. Odprto celo leto, tudi takrat, ko bazen ne obratuje. Vhod iz Savinjskega nabrežja. Dobrodošli, Bar Meduza. Tako, zdaj pa v bližino Osrednje knjižnice Celje na celjsko upravno enoto. Tudi danes načelnik Damjan Vrečko odgovarja na nekaj vaših najpogosteje zastavljenih vprašanj v upravni enoti Celje. Ali je na upravni enoti mogoče pridobiti zemljiško-knjižni izpisek ter kakšna je cena? Seveda, cena na posamično parcelno številko oziroma za posamično nepremičnino pa znaša 3,20 evra. Katere vrste geodetskih potrdil je mogoče pridobiti na upravni enoti in koliko stanejo? Na upravni enoti izdajamo tudi potrdila z področja Geodetske uprave Republike Slovenije, predvsem pa potrdilo o nepremičnini, to je lastninski list, potrdilo o nelastništvu in zlasti, zelo pogosto, kopijo načrta, kot se je imenovala mapna kopija, strošek posameznega potrdila pa je 3 evre. Kaj pomeni apostile?
Apostile je potrditev resničnosti podpisa, funkcije podpisnika listine in žiga ali pečata na listini. Opravijo pristojni organ države izvora listine, ki se bo uporabljala v drugi državi in se ne navezuje na vsebino same listine. Potrditev oziroma apostile se na listino odtisne, pripne ali priveže. Apostile lahko izda le pristojni organ države, ki je listino izdala. Za uporabo v drugi državi, članici Haaške konvencije o odpravi legalizacije tujih javnih listin z dne 5. oktobra leta 1961. Da bi se izognili proceduri diplomatskega ali konzularnega potrjevanja tujih listin, tako imenovana dolga overitev oziroma legalizacija, so nekatere države podpisale Haaško konvencijo o odpravi legalizacije tujih javnih listin in jo nadomestila z žigom apostile. Listin, ki so opremljene s tem žigom, v državah podpisnicah Haaške konvencije ni potrebno dodatno overiti. Toliko v današnji tedenski izdaji. Hvala lepa, ker ste bili z nami. Ostanite zdravi in ostanite v naši družbi še naprej. Mi pa se spet vidimo čez en teden. Lepo se imejte, srečno.